Živijo v našem rednem torkovem jutranjem Facebook live-u, danes obarvanim res poletno in hvala Bogu, bil je čas, dovolj je bilo tega dežja in hlada in tako naprej in zdaj imamo pred nami, upajmo, en mesec lepega vremena. Odzgorej je eno tako triki vprašanje, lopata ali traktor, kaj je boljše, in zdaj te kar mal izzivam, da napišeš v komentar, kaj ti misliš, ali je boljša lopata ali je boljši traktor. Napiši v komentar, jaz pa grem dalje in bom poskušal to razložiti z mojimi očmi in z mojim razmišljanjem. Namreč, ja, eni pravijo, lopata je boljša in vidijo v tej lopati prednosti, stari, vidijo prednosti, ki jih ta lopata ima pred traktorjem in to njihovo mnenje je popolnoma legitimno. Poglej, kaj so zadeve, lopata, treba je zelo malo, dobro jutro Matej, lopata, ok, gremo dalje. Se pravi, za lopato je zelo majhen strošek, da si jo nabaviš, potem imaš zelo majhen, rabiš majhen prostor, da jo skladiščiš, potem ni treba niti nekega ful znanja, da ti to lopato znaš uporabljati in tako naprej. Se pravi, vidiš, lopata ima te svoje prednosti pred traktorjem, definitivno. Vendar pa boš vprašal nekoga drugega, bo pa rekel, Matej, lopata, si neumen, traktor je tista zadeva, veš, kako s traktorjem hiter narediš, veš, kako s traktorjem velik narediš, veš, kako s traktorjem, ne vem, velik ustvariš potem lahko neke dodane vrednosti in tako naprej. Se pravi, vedno je razlika v tem, kaj je boljše pravzaprav od nas samih, kako mi to razmišljamo. Lej, tudi, stari, zaradi tega sem jaz v tej moji knjigi kot eno posvetilce, sem si sposodil v bistvu en izrek od Galileja Galilej. Galileja poznaš, ne? Lej, jaz vem, da ga poznaš, ampak dej eno kljukico naredi tam v komentar, da poznaš Galileja, no, da veš, kdo je to bil, ker mislim, lej, pazi, sorry, ampak res danes ne moreš verjeti, obstajajo ljudje, ki tudi ne vejo, kdo je Galilej. V glavnem, Galilej je en izrek, ki ga je on rekel, napisal, kaj zvem kako, kaj je rekel, človeka ne moreš naučiti ničesar, lahko mu le pomagaš, da odkrije znanje v sebi. In to je tista zadeva, ki se meni zdi pomembna, da dejansko vsak si izbere tisto, kar misli, da je pametno, kar misli, da je boljše. Ok, Matej, ja, valjda, se mi je jasno. Vem, lej, saj to, malo se pa moram pohecati in tako naprej. Ampak, glej, stari, kaj je pa še pomembno, da potem ti nekaj izbereš, ne, od orodij ali pa karkoli tisto, kar v življenju potrebuješ ali pa s čimer se ukvarjaš, ne. Kaj ti je bistveno pri tvoji odločitvi? Bistveno je, da malo več veš o teh stvareh, ne. Bistveno je, da malo znaš oceniti, kaj je za tebe v določeni, v dani situaciji boljše. Poznati moraš pravzaprav stvari. Lej, stari, če ne veš, da traktor obstaja, valjda ne boš sploh težil in sploh se ne boš zanimal za njega, kopal boš tisto njivco z lopato in to je to. Nimaš pravzaprav druge izbire. Če pa se teh stvari malo naučiš, če se pozanimaš, če veš, da obstajajo še druge stvari, potem ja, potem je to kul in lahko delaš tudi z nekimi drugimi orodji, ne? Točno tako. In recimo ta knjiga, moja knjiga Zaslužek na internetu za začetnike je tudi v bistvu, ne, marsikomu pove, katera so pa orodja za delo na internetu. Ker marsikdo ne ve, lej, stari, jaz gledam v vseh teh letih, kar sem že na internetu, sem srečal čuda ljudi,
takšnih in drugačnih, ki enim je boljša lopata, enim je boljši traktor, stari, to je dejstvo, to nimaš kaj. Bistvo je pa zdaj v tem, ne, da če se ti lotaš recimo delati na internetu z lopato, rečemo temu tako, ne, in zdaj kaj bi bilo z lopato, recimo, da delaš na internetu, pač nimaš nič, greš nekaj na internet, poskušaš nekaj dati, kaj zvem, neke brezplačne objave na Facebooku ali pa na Twitterju, ne vem, ne, razumeš, potem, kaj zvem, mogoče koga kaj zanima, tisto, kar si objavil, se pogovarja z njim in to je to, in pol eni rečejo, lej, jaz sem pa na internetu, delam na internetu in to je to, ne. Stari, lej, to je delo na internetu z lopato, ne. In ker delaš z lopato, delaš v bistvu zelo počasi, imaš majhne, se pravi manjše rezultate, ker imaš majhne rezultate, lahko zelo hiter tudi obupaš, nehaš, kar je pa tista v bistvu, se veš, najslabša varianta, ne. In pazi, jaz te ljudi, ki jih poznam, jaz vem, eni leta in leta, kljub temu, da jim mogoče poveš, da obstajajo tudi drugi načini, delajo s to lopato počasi, lej, eni ne zaslužijo nič, eni zaslužijo, kaj vem, tam 20, 30, 40, mogoče $50 na mesec in potem seveda so slabe volje, nezadovoljni pa reče, lej, ma, dej, batali ta internet, ker to je vse skupaj potegnjeno za, ne bom rekel zakaj, v glavnem, ne, in tako naprej, se pravi, če imaš neko razmišljanje in razmišljaš, da boš delal v neki moderni dobi z nekimi čist začetniškimi orodji iz kamene dobe, recimo, ne, potem stari ti je lahko jasno, da to ni glih una najbolj efektivna, perspektivna in kaj zvem kašna še ivna zadevšnjina. Tako da, lej, dejstvo pa je to, tako kot je Galilej napisal, ne, ti se moraš pa sam odločiti, kjera zadeva tebi štima in kjera ne štima. Ker seveda zdaj, kaj je pa recimo slaba lastnost traktorja, ne, v tem primeru bo kdo rekel, zdaj, ali je slaba ali ni slaba, valjda, ampak ti moraš vedeti, kaj je več plusov, kaj je več minusov. Slaba lastnost traktorja, če tako gledaš, je ta, ne, da ti moraš v bistvu ful denarja dati, da si traktor kupaš. Potem moraš spet nameniti ful časa, pa tudi nekega denarja, da narediš vse tiste izpite, da traktor lahko voziš, pa da znaš priključke uporabljati in tako naprej, ne. Valjda, ampak efekti so pa jasno, ti je lahko popolnoma drugačni in hitrejši in boljši in večji in tako naprej. In za delo na internetu pač so potrebna neka orodja, stari moj, in ne moreš ti delati s svinčnikom interneta. Žal ne gre. Kaj so pa tista orodja, ki so potrebna, tudi najdeš v tej knjigci noter, tudi najdeš, kje jih dobiš, pa tudi najdeš pismo, koliko je to poceni v bistvu, ne, ta orodja. Govorimo o orodjih, ne, orodja so ful poceni. Lej, če vzameš, kaj zvem, jaz ne vem, ker ne kadim že, mislim, 100 let, ampak to je, kaj, 2-3 škatlice cigaret, prešparaš, mislim, jih ne pokadiš, malo za svoje zdravje poskrbiš, pravijo, ne, poskrbite za svoje telo, to je edino mesto, v katerem ste prisiljeni živeti. Se pravi, poskrbite malo za svoje telo in imate denar, 3 pakelčki cigaret ali pa 2, ne vem, ne, pa imate vi orodja za delo na internetu. Znanje si ga moraš tudi pridobiti, lej, lahko gre spet po unem varianti, brska sam po internetu, če veš, kaj iščeš, če ne veš, je spet malo bed, ne, če veš, kaj iščeš, brška sicer dolgo časa, malo se matra z angleščino, pa s francoščino, pa še s čem, ampak se da, ne, lej, sam gre pa veliko časa. Tako da lahko daš nekaj vložiš v izobraževanje, ne, in recimo Warrena Buffetta, tisti, kjer pozna Warrena Buffetta na eno kljukico, obkljuka, Warren Buffett je eden največjih investitorjev današnjega časa, ko so ga vprašali, če jim da lahko na svet, kaj je definitivno najboljša investicija, v kaj naj investirajo, rekel, investirajte v svoje znanje. To je investicija za daleč
zdaleč najboljšim in največjim in najbolj stalnim donosom. Warren Buffett, poglejte si. Tako, se pravi, znanje, ne, popa rabiš, valjda, popa rabiš še marketing, brez marketinga pa ne gre, ampak marketing je pa spet treba tako vedeti, ne, če ti vložiš v marketing 1 evro in dobiš nazaj 2, ne, pismo stari, ti si zmagal. Ti moraš potem samo stežiti za tem, da ne boš več vlagal v marketing 1 evro, ampak da jih boš vložil 1000. Po tej logiki imaš potem 2, ne, Jurija. In tako naprej, se pravi, lej, to je vse nekako povezano, ampak tudi, ne, za marketing moraš znati, moraš imeti neko izobraževanje. Se pravi, lej, stari moj, treba neki namen. Vsak biznis, ki ga delaš, moraš imeti neko investicijo. Če ne vložiš nič in pomnožiš svoj dobiček s svojim vložkom krat 1000, je to še vedno stari nič. Dejstvo, da eno razmišljanje o delu na internetu je neka percepcija, da ni treba, ampak je. V glavnem, uživajte v lepem poletju, tisti, kjeri boste delali z lopato, uživajte v lopati, kjeri se boste odločili za traktor, dobrega voste, se vidimo, pismo, danes teden, čau!